Kava je del našega vsakdanjika, saj po celem svetu spijemo skoraj 1,5 milijarde skodelic na dan. Velik delež kave pridelajo na velikih plantažah, večino proizvajalcev pa predstavljajo mali kmetje v državah globalnega juga. V sistemu pravične trgovine se dejansko največ izmenja prav kave. Kava je tista, ki jo tudi na svetu ogromno porabimo, takoj za nafto je namreč tista, s katero se največ trguje na svetu. Mi jo pijemo vsak dan, o njej ne vemo praktično nič, istočasno ima pa kava zelo velik vpliv tako na življenja ljudi, ki pridelujejo kavo, kot na okolje. Namreč taka velika količina kave zelo vpliva na to, da se degradira okolje. Istočasno pa seveda jasno ljudje, ki jo pridelujejo, če mi želimo piti zelo poceni kavo, so oni načeloma zelo malo plačani za pridelavo kave. In prav o tem si želimo govoriti, zato da ljudje spoznajo, kaj v resnici podpirajo z vsakodnevno skodelico kave. Od pridelave kave je odvisnih kar 25 milijonov družin, ki živijo v negotovih razmerah, saj zaradi nepravičnega delovanja svetovnih trgov za svoje delo prejemajo nezadostno plačilo, ki jim ne omogoča dostojnega življenja. V pridelavo kave je vključenih 5,5 milijonov ljudi in njihove družine, kar pomeni, da dejansko pridelava kave vpliva na zelo veliko količino ljudi na našem svetu. V pridelavo kave so vključeni tudi otroci, ampak kava ni ena izmed tistih surovin, ki bi dejansko bila znana po tem, da je vanjo vključeno zelo veliko otroškega dela. Kot tak se bolj na žalost izkazuje kakav, kar je še toliko bolj žalostno, glede na to, da čokolado pri nas jejo otroci seveda in na drugem koncu sveta jo otroci predelujejo in seveda čokolade nikoli ne jejo. Pravična trgovina je sistem trgovine, ki se osredotoča na zagotavljanje poštenih pogojev za proizvajalce v državah v razvoju. Gre za pristop, ki združuje ekonomske, socialne in okoljske vidike ter si prizadeva za odpravo izkoriščanja in neenakosti v mednarodni trgovini. Pravična trgovina
v resnici ni ključna. Je pa ena izmed tistih, ki kaže, da je mednarodna trgovina na drugačen način mogoča. Kar pomeni, da dokazuje, da dejansko so lahko vsi v verigi pravično plačani in mi še vedno na koncu si lahko privoščimo skodelico kave. Nažalost, v tem trenutku ni drugega sistema, ki bi bil toliko uspešen, kot je pravična trgovina. Je pa res, da se po načelih pravične trgovine še vedno izmenja manj kot 2% vse kave na svetu. Čeprav, če danes greste predvsem v tujino, v Evropi, boste ugotovili, da veliko kavarn je že, ki imajo pravično trgovinsko kavo, veliko prodajaln in tako naprej. Pravična trgovina je začela nastajati prav na tej premisi, da mi vsak dan kupujemo izdelke od pridelovalcev v Latinski Ameriki, Afriki in Aziji in če bi njim samo plačali stvari po pravični ceni, to se pravi ceni, ki je višja od njihovih proizvodnih stroškov, bi dejansko oni ostali oziroma bi si lahko privoščili dostojno življenje. Zato je v resnici pravična trgovina vpeljala tako imenovano pravično ceno oziroma ceno, ki je minimalna, po kateri je treba pridelke odkupiti od pridelovalcev, zato da jim zagotovimo, da bi si lahko privoščili v bistvu dostojno življenje. Ljubitelji kave s preprostimi spremembami svojih navad lahko naredimo veliko za podporo pravični trgovini in trajnostnemu kmetovanju. Če se odločimo za pravično trgovino kave ali za lokalne pražarne ter zmanjšanje odpadkov, lahko doprinesemo k boljšim delovnim pogojem in ohranjanju okolja. Spremembe v naših navadah pitja kave lahko dolgoročno pozitivno vplivajo na globalno skupnost in planet.